Ena težava, oziroma ena napaka, ki sem jo naredil, ko sem začel gledati anime, je bil, da so mi vsi underhypali One Piece, zaradi tega, ker ima pač čudno schematiko likov. Okay. Anime ni dober, men. Te archetype pač teh teles je pač nekonsistenten z našim realnim svetom in potem, ko sem vprašal nekoga, kakšen je ta anime, full bad art. Kaj si mene vprašal, ampak vprašal sem bolj ali manj te normi ljudi, ki gledajo, Naruto. Čebelico imajo. Ja, ne, ampak ti, ki gledajo anime, kot je Naruto ali pa Bleach, or whatever, ne, samo, ali pa Dragon Ball, ne, si pač navaja nekaj konsistentnega arta, vsi imajo bolj ali manj realna telesa. Medtem, ko je realna telesa. Ja, pač mislim, tipična ni nemogoče si predstavljati, kako bi lahko nekdo tako izgledal v realnem svetu, tako kot Goku. Ampak si lahko nekoga predstavljaš, ki izgleda kot Big Mom ali pa whoever, People of Walmart. 6-7 metrov. Ne, se isto Ne, se isto reakcijo sem jaz imel. Velika mama. Velika mama. So biti dobri, ja. Ne, ampak se isto reakcijo sem jaz imel, ko sem prvič videl One Piece na RTL 2. Ja. I was just like, what kind of art is this? Exactly. In me ni potegnilo noter in potem tako 20 let kasneje. Tak smo vsi obsedeni z teorijami, kaj jedi, kaj je One Piece, kako se bo končal, kaj je ravno tista zabava, ko razmišljaš in začneš to appreciate ta art. Ker ne bi moral funkcionirati brez njega. Tako pač ne moreš imeti toliko unikatnih likov, kot jih ima One Piece. Brez tako vibrantnega, izkaženega arta. Pa sploh powerjev ne bi mogel tako lepo prikazati, ker pogled, Boku no Hero Academia, ko imajo tudi powerje take, je veliko bolj realno in čutiš bolečino, ki jo dobijo, ker je pač realna moč. Ampak v One Piece pa, on fire rani. Pa ne, te zažgem, ne umreš. Mogoče zaradi tega noben karakter ni umrl do Ace'a. To, ko je šel pel v zrak z atomsko bombo, ni umrl. But you feel a lot more emotional pain in One Piece than it has the moments. Če grem lahko malo na ren glede One Piece'a, pač prej sem rekel, da anime ni dober, jaz nočem pač, da to zdaj folk interpretira v smislu, da to ni dobra zgodba. Dobra franšiza, yes. Anime, ko sem jaz padel noter v One Piece, je bilo tam Punk Hazard Dressrosa, se pravi, res ne. 2013, kaj tazga, takrat sem jaz začel One Piece brati. Brat? Mango? Jaz sem mango v 2 mesecih prebral. Takrat, ko sem se lotil, jaz sem vsak dan šel ne vem koliko chapterov čez, sem prebral mango takole. Koliko ur na dan to? To je full. 3 ure. 8 ur. Ne. Čak, to je bilo koliko chapterjev? 700, 700, kaj tazga chapterov sem prebral v 2 mesecih. Se pravi, v bistvu je bilo tako 300 chapterov, 10 chapterov na dan, če tako gledaš. V glavnem, potem sem začel pa gledati anime. Tam, ko je Doflamingo naredil svojo kletko in so 10 epizod sam kletko rinal. Pa ne samo 10, 20, 50, jaz sem upal takrat. Jaz sem takrat dropal, žal, zgodba ful dobra, berte mango, ampak ko sem pa začel gledati tam, se mogoče to sem ti slab del animeja, ampak jaz ne morem, kaj minuto pa pol openinga, pol je še tisto power, vse to, ne? Mislim, recap je še pol, ne? Naprej je opening, pol je recap, pol je full slow scen, ker počasi tiste stvari delajo, pol se nekaj zgodi, pol je pa itak spet, ne vem, vse skupaj se zdaj dobiš tako 10 minut epizode ven. Vse je tak. Nekaj tazga. In pač, zastopam. Naruto, 500 epizod fillerju. Ne? One Piece, čist počasen anime in je men unwatchable. Jaz pač ful težko to gledam. Pač Naruto lahko preskočiš fillerje, ne? Pri One Pieceu ne moreš, ker je integrirano v samo enega heroja rabimo, ki bo edital vse epizode, da bo dejansko. Mogoče si tudi začel na najslabšem arku, ker meni si tudi zdaj v Punk Hazard pa Dressrosa pa unwatchable. Če smem jaz dodati, bi rekel tak, ker sem tudi začel mango pred kratkim brati in se mi je zdela, da na začetku še ni vedel točno, kaj dela z mango. In je full še ugotavljal karakterje in vse. In se mi je zdel, da anime je bil boljši zaradi tega, ker so dali elemente hitreje noter, ko so jih videli, ko je mangi dal. Daj mi example, da vem, kaj govoriš. Ok, rečemo, da je že
v animeju začel govoriti, da hoče biti King of the Pirates, poiskati One Piece na začetku. V mangi je kome čez par chapterjev, čez kakih 20 chapterjev, 30. A ne tako na unim čovničku že rekel, da bo King of the Pirates. Jaz imam ful dober primer. Prva scena v animeju, ena prvih scen v mangi. Shanks zgubi roko. How? On ima Conqueror's haki, vse pošasti. To še ne vemo. To so povedali. Zakaj? Zakaj? Pač ker je hitel, ker ni imel časa aktivirati. Ni imel časa aktivirati hakija. Pa toti monster je bil, King of the... Pač veš, da lahko Armand haki naredi, mu pač si zdrobi zobe. Pač po moje neka fora... Ampak, se veš, haki imaš kao future sight tudi, ker imaš tako dober observation, da vse to naj bi že predvidel. Veš kaj, jaz lahko... Če si tako dober, kot Shanks. Shanks ima observation haki. On ima vse, pač on pa Conqueror's haki od njega. Če je Jonko. On more imeti vse. Conqueror's haki v SBS-u ali celo v mangi je bilo pač, da ima on Buggy najmočnejši the Clown je tudi Jonko. V glavnem pač, po moje neka fora, pač itak vemo zdaj, da One Piece gre v tej smeri malo kakor, da so pač Destiny, pa prerogba, pa te stvari, ne? Kaj je Luffy pojedel ta gum fruit, je po moje izpolnil neko prerogbo s tem in je pač videl Shanks, že tako, ko je rekel Rileyju, da je videl enega fantka, ki je govoril čez iste stvari, kot Captain Roger. Po moje je kakšna taka prerogba, da pač je mogel pušati. Ne prav žrtovati roko, ampak nekako pušati Luffyja, pač, da gre res, pač prav nek impact na njega narediti, po moje. Mogoče je bilo tako mišljen. Pač jaz si tako razlagam, da bi znala biti kakšna taka fora pol, ker to, da mu je pač en Sea-King odgriznil roko, pač je res... Se to je ful tak nerealno, ker zdaj, ko vemo, kaj je Shanks. Mislim, so tudi teorije, da je Shanks emo, a ne? Mislim pač, pustimo pač... Moramo pa razumeti, kaj pa je dejansko tu. Je pa samo finta, da Oda še ni vedel, kaj točno dela, Shanks je bil prvi karakter, ki se ga je zmislil. Jaz mislim, da on ni vedel, kaj haki je po Skype, ker še na Skype naj bi imel... Drugačno ime, ja. Ne, Enel je imel mantro, mantra naj bi bila kao že observation haki, oziroma tisk, ki delaš prediction, vse te observation haki, ampak ni točno vedel, kako bi ga poimenoval. In je videl, mogoče bi ta power apliciral na vse ostale karakterje. In potem ga je mislim, se iz Skype so takoj dol padli, pol še bilo one igre, pa so prišli do onih karakterjev, ko so pa imeli vsi svoje powere, Soru pa ono pa, Prej bi verjel, da so to njegovi editori videli in so mu rekli, kaj če bi ta power vzel? Zviše power level, it's too boring. It's over 9000. Rabo nekako... Se polje z Gear Second, polje z Super Saiyan dobo. Rabo nekako justifyati, zakaj je Shanks pa ostali karakteri, ki nimajo Devil Fruit toliko močen. Po moje se bo justifyal. Pustimo, pač ne vem, če bi Oda pač dejansko take loose ende pustil v zgodbi, no. Malo težko dvomim. Zdaj smo na stopni, ko ima Luffy literally the power of imagination, kar je... Kaj lahko narediš? Spoilers everywhere. Ne, meni nišli spoilers. Mislim, da rabimo tako zdaj 1 uro pogovora na začetku, da massive spoilers on many anime in mangas. Sej, prejle smo govorili o Code Geassu, tako da, I mean, o koncu Code Geassa so, spoilers.